verjetno zdaj misliš za to, da je rojena prva dama Melanija v Sevnici. Ja, jaz mislim, da nismo izkoristili tega potenciala, no? Ker ljudje pričakujejo nekaj več, ne? Se pravi, zgodbo nas ljudi, ki ustvarjamo. Prej si želijo videti vinograd, ne? Da vidijo te griče, ne? Kjer uspevajo naše trte, da vidijo apnenec, ki se skrivajo pod našimi vinogradi. Ne? To v bistvu deva neko večjo težo, se mi zdi vino, kot zdaj, bom rekel, postopek fermentacije in v takšnih cisternah in takšnih sodih in toliko časa. In konkurenca je po eni strani, po drugi strani pa je to združevanje, bom rekel, kakorkoli nujno, ne? Ker jaz pravim, da ena lastovka ne prinese pomladi, ne? In ena klet, ne, če malo pač gremo v to smer, nekaj z dobrimi produkti je premalo za to, da bi zgradilo regijo, ne? In sigurno je to vzdrževanje zelo pomembno. Nekje med trto in kozarcem nastajajo vinske zgodbe izpod rok izjemnih osebnosti. Spoznavate jih skupaj z mano v vinskem podcastu iz trte iz Lito. Danes se selimo na Dolenjsko. V moji družbi je David Kozinc, enolog hišne družinske zgodbe, če naj tako rečem. Dobrodošel. Hvala. Moram reči, da v bistvu vsebina za ta podcast se je spisala pravzaprav kar sama, ko sem vaju z ženo spoznala na degustaciji. Ponavadi, ko govorimo o družinskih vinskih zgodbah, govorimo o eni taki dolgi tradiciji, zgodovini. Kakšna je bila vaša? Ja, naša zgodba v bistvu je mlada zgodba. Zdaj bom rekel, tradicija proti vinogradniške, vinarske v naši hiši ni bilo. Je pa res, da je bil vinograd vedno prisoten pri hiši. Bom rekel, na mešanih kmetijah, ki so jo obdelovali, bom rekel, moji starši, moj dedek, pradedek in tako naprej. Ampak smo mi prva generacija, ki se je nekako začela ukvarjati z vinarstvom, bom rekel, tudi preživljati od vinarstva. Tako da prej pa v bistvu bilo to neka postranska dejavnost. Na kmetiji so vedno rabili neki za spit, neki, da so imeli moč, da so lahko delali. Mi je pa tudi dedek na pokojni govoril, da v bistvu je bilo tako včas, da tisto vino, ki so ga pridelali, so ga raje prodali, ker so nekaj za njega dobili. Pa so doma pili, bom rekel, pijače fermentirane iz kakega druga sadja. No? Tako da so bili drugačni časi. No? Ti si vstopil v zgodbo kot neka ta gonilna, sodobna sila. A si zmeraj vedel, da boš pristal v teh vodah? Tvoja pot ni bila čisto ravna, ne? Ja, res je. V bistvu, ko se spomnim svojih mladih let, ko smo svojo sestro, kljub temu, da smo imeli samo en majhen vinograd, 700 trt, nekako imam občutek, da smo vedno bili v tem vinogradu. Moji starši so tako to imeli za neko, kot nek tempelj, bi rekel, od katerega sta zahajala in smo mi dva z sestro mogla vedno biti prisotna. Seveda nismo bila najbolj zadovoljna, da smo mogla tam biti pri vseh opravilih. Pa če smo pomagali, pa nismo tam, smo bila. Ne? In večkrat me doma starši pohecajo, ko sem izjavil enkrat, da ko bom zrastel, da bom vse trte posekal. Ampak je v bistvu veliko drugače prišlo z odraščanjem čez to krivo pot. Ne? Sem nekako z svojimi starši posadil nove vinograde. Danes jih obdelujemo precej, bom rekel, skoraj na 8 hektarjih. Imamo posajenih malo manj kot 40,000 trt, iz katerih potem tudi pridelujemo naše penine in tudi naša vina. Omenjaš torej penine, ki sem imela priložnost jih poskusiti. Moram reči, da so res izjemne, tako lahkotne, hkrati bogate, strukturne, pitne, čiste, elegantne, ampak to ni bil čisto začetek, ne? Nekak je temelj je bil, kot si omenil takrat, cviček, ne? Ja, res je. Seveda, ja, na Dolenjskem vsi vemo, kaj je bilo še pred 10 leti, kaj je šele 20, 30 in tudi moj oče v tistem malem vinogradu večino posvečal sorte oziroma grozdje temu vinu. Tudi kasneje, ko smo posadili ta prvi vinograd leta 2001, so bili to večinoma sorte prilagojene za cviček. Tako da jaz pa sem prevzel vodenje potem leta 2007. Takrat sem se vrnil
iz tujine, kjer sem opravljal prakso preko študija v Saumur-Champigny v Franciji, v tej dolini reke Loire. Okay. In takrat sem bil, bom rekel, tam sem predvsem spoznal, no, da je to tisto, kar sem si želel, tisto, kar si želim, in se res odločil, da si želim to v življenju početi. Ne? In se tudi potem nekako z očetom odkrito pogovoril. In danes, ko srečujem različne ljudi iz te branže vinarske, velikokrat vidim, da sem imel veliko srečo, da mi je oče prepustil stvari, da mi ni stal naproti, ampak dejansko mi je pomagal, no, nekako graditi te začetke, ki so bili v bistvu zelo pomembni in tudi, bom rekel, precej težavni. Ker je bilo tudi nenazadnje treba ugotoviti v deželi cvička, kaj je tisto, kar bi lahko počeli v naši deželi, glede na to, da mnogo let nihče ni. Ne? Okay. In predvsem bo treba ugotoviti, kje je potencial, ne? Kakšne sorte, kakšen stil, in smo rabili kar nekaj časa. In handicap, bom rekel, te naše regije je bil predvsem to, da nam nekdo, prejšnja generacija, ni mogla tega znanja predati. Zdaj, če gremo v Šampanijo, v Burgundijo, ne vem, Bordeaux ali pa kam drugam, ne? Ker že generacije iz generacijo v generacijo gradijo neke te zgodbe, točno vejo, ne? Kje je pozicija za Sauvignon, kje je Grand Cru, ne? Kaj se tukaj dela iz tega grozdja. Ne? Imamo zelo definirane regije. Recimo, če pogledamo Burgundijo, so dve sorti, ne? Chardonnay, modri pinot. Če gremo v Šampanijo, imamo 3, poleg teh 2 še Pinot Meunier. Če gremo v drugo regijo, dejansko nimajo 10-20 vin, ne? Tako kot je to mogoče v Sloveniji zelo popularno, ne? Da bi vsak vinar želel narediti vse. Ne? Yeah. In tako smo tudi mi in še vedno, ne, delamo na temu, da pač iščemo ta potencial, kaj je najbolj, bom rekel, najbolj primerno za našo regijo. In na kaj se fokusirate? Kaj ste ugotovili? Danes sem prinesel eno od steklenic. No. Okay, povejva, katero? Vidva, da gre za penino. Okay. Tako da Penina Nord. Pač seveda s tem povem, da so naše vse sile in ljubezen usmerjene v mehurčke, Okay. V prvi vrsti. In Penino Nord sem pa prinesel s sabo zato, ker je to etiketa, ki smo jo, bom rekel, opremili na prvih 600 steklenic naših penin, Okay. ki smo jih predelali iz letnika 2011. Tako da naša zgodba se je začela skromno, z 600 steklenicami. Takoj smo se lotili klasične metode, sicer malo bolj površno, kot se jo lotevamo danes. Okay. Ampak tudi takrat sem, bom rekel, že imel to znanje, ne, da sem poznal Šampanijo, vedel, katere sorte uporabljajo. In tudi malo širše, če pogledamo, so te 2 sorti, Chardonnay in pa modri pinot, vedno, bom rekel, največkrat izbrane v sami pridelavi penečega vina. In tudi jaz sem takrat rekel, pejmo v to smer, ne? Se tukaj nimamo kaj faliti. Imeli smo obe 2 te sorti, hvala Bogu, jih je oče nasadil Okay. že prej. In obe 2 sorti so rastle na severnem delu vinograda, se pravi na legi, ki je obrnjena proti severu. In od to tudi potem ime Nord. Okay. Tako da druga stvar, zakaj sem to penino danes prinesel, je zato, ker je tudi, bom rekel, neka naša najboljša uspešnica že od samega začetka, vedno nekako prva v vrsti, zelo visoko kotiramo, tako po kvaliteti, kot tudi ljudje imajo zelo radi. Je penina, ki lahko pijemo za aperitiv, in obenem tudi penina, ki se odlično druži s hrano. Okay. Skratka, gre za blend 4 različnih sort danes, poleg Chardonnaya, modrega pinoja kot osnove, še 2 avtohtoni sorti, oziroma 1 avtohtona, žametna črnina, Okay. ki je tudi naša najpomembnejša pri peninah. In tudi rdeča nit vseh penin, trenutno vseh 3 etiket, Okay. in pa tudi s kančkom rumenega plavca. Tako da en tak kompleksen blend različnih posod. Vsega, kar nudite, prane. Dejansko, ja. Delno fermentacijo tudi v lesenih sodih, dobrih 30% fermentira osnovnih vin v lesenih sodih,
kjer se zgodi tudi biološki razkis, malolaktika. Okay. In bom rekel, res ena taka penina, na katero smo zelo ponosni. Potem je bilo verjetno kar nekaj poskusov, tudi predvidevam pozitivnih in tudi kakšnih spodletelih, preden ste nekako utrli samo pot do tiste prave in kombinacije in verjetno sort. Sigurno je bilo vsega. Tudi včasih smo kak ventil na kakej cisterni mogli odpreti, pa kaj v kanal spustiti, ne. Čeprav, hvala Bogu, tega ni bilo veliko, ampak jaz mislim, da se na tak način le največ naučiš. Predvsem smo se pa naučili, ne, kjera sorta najboljše uspeva, na kateri legi, na kakšni zemlji in katere sorte so tiste, iz katerih danes so pokazali potencial in iz katerih danes tudi pridelujemo penine in tudi, bom rekel, mirna vina, ne. Tako to je bilo v bistvu najtežje, ne, in to ti vzame veliko časa, ne, zato sem prej omenil tisto, da manjka ena generacija prej, ne, ki bi nam to predala, tako da mislim, da naslednja generacija, če bo, ne, jaz upam, da bo imela, no, že to znanje. To znanje, v bistvu mi bomo lahko jim to znanje predali in jim v bistvu zelo olajšali in predvsem skrajšali to časovnico, no, da bojo lahko več energije usmerjali, no, direkt v nek proizvod, ne samo tukaj v odkrivanje nečesa, ne. Okay. Kako ti vidiš danes, kakšen status imajo penine med vinoljubkami, med vinoljubci? Včasih smo jih imeli res za tiste posebne priložnosti, danes se tudi te meje brišejo. Zdaj smo priča v zadnjih letih res, se mi zdi, zelo velikega trenda penin, mehurčkov, kakorkoli v Sloveniji, bom rekel, ni to povsod. V naši hiši imamo precej obiskov, tudi predvsem v tej sezoni poletni iz različnih dežel in se veliko pogovarjamo, ne, in vidimo, da tudi se ne prikupiš vse posod s penino, ne. V Sloveniji pa, bom rekel, smo res lahko zadovoljni, no, tudi mi prodamo skoraj vse penine trenutno doma. Okay. Vse več v hiši, kjer preko degustacije v bistvu delamo promocijo svoje zgodbe in sigurno so tisti časi, kjer so se penine odpirale za novo leto, pa ob nekih obletnicah in otvoritvah prerezov otrokov in tako naprej so minili, ne. Še vedno seveda, hvala Bogu, slavnostno, ne, bom rekel, ampak je penina postala, bom rekel, del lahko vsak dana, ne. Ne samo aperitiv, ampak tudi spremljevalka različne hrane. Tako da nepogrešljiva v vsaki restavraciji, v vsaki gostilni. Jaz mislim, da te restauracije, naše najboljše, zelo dobro znajo skombinirati penine in tudi narediti, bom rekel, kakšno razvajanje čez cel večer samo ob družbi penin, ne. In tudi eno doživetje Absolutno. v vseh okusih, konec koncev. In tisti, ki imamo radi mehurčke, bom rekel, res vemo, da je to ful dobro doživetje, ne. Saj tudi, tako kot si omenil, penine so se razširile, tudi peničarska krajina se je pravzaprav spremenila, predvsem tudi na Dolenjskem, ne. Veliko hiš, tudi vi ste, tako kot si rekel, začeli eno tako zgodbo mlajši, mogoče kakor nekdo, ki ima neko tradicijo za sabo že dolga leta. To je tudi nekaj, kar pomeni konkurenco na eni strani, ampak to je dobra, zdrava konkurenca, ne. Ja, sigurno. Konkurenca je po eni strani, po drugi strani pa je to združevanje, bom rekel, kakorkoli nujno, ne. Ker jaz pravim, da ena lastovka ne prinese pomladi, ne, in ena klet, ne, če malo pač gremo v to smer, nekaj z dobrimi produkti je premalo za to, da bi zgradilo regijo, ne. In sigurno je to vzdrževanje zelo pomembno in mi se res smo že pred parimi leti začeli z 5 peničarji, lahko rečem, no, ki se predvsem usmerjamo sile v tradicionalno klasično metodo, združevati. To nas je v bistvu združilo, ta strast, ljubezen do penine in danes bom rekel, da se redno dobivamo, kreiramo razne zgodbe, gledamo v isto smer naprej.
Dejansko smo se našli ljudje, ki imamo radi to klasično metodo in jo tudi spoštujemo. Tudi zastavili smo si neka pravila, ki jih v bodoče mislimo tudi zaščititi. Okay. In na ta način predvsem dobiti zraven potem še mogoče novo vinsko klet, bom rekel, nove ljudi, ki bi so ustvarjali to zgodbo penine dolenjske z nami. Ne? Ker jaz pravim, da več resnih kleti, ki nas bo, tudi regija bo s tem postajala bolj prepoznavna, ne? In bo pripeljala več ljudi k nam. Ne? Absolutno. Se tudi v bistvu z tega stališča se tudi lahko nek razvoj naprej nekako razvija. Ne? Ja. In konec koncev, tako kot si omenil, produkt ni več samo dovolj. Ne? Mislim, vinarji, vi niste neke sive eminence, ki tam nekaj mešate, ne? Yeah. Poskušate, degustirate, v bistvu ste promotorji, nosilci zgodb, komunikatorji, v bistvu tudi konec koncev neki ustvarjalci turističnih destinacij. Ne? Vse mora biti potem nekako podkrepljeno ne zgolj z vini, pa okusi, ampak z tudi degustacijskimi prostori, turistično ponudbo. Kje vidiš, da ste recimo na tej točki na Dolenjskem, kje ste vi? Ja, zelo pomembno je ta segment je zelo pomemben in tudi, kar se kaže, bo še pomembnejši v prihodnosti, ker tako kot si že omenila, ljudje, ki prihajajo v našo hišo, redko kdaj vprašajo, kje imamo vinsko klet. Ne? Niso prišli gledati cisterno posodo. Ja, seveda. Tudi, ne, seveda, tehnologija je pomembna, jo vedno omenjamo, poleg vin, ki jih ponudimo, natočimo, ampak ljudje pričakujejo nekaj več, ne? Se pravi, zgodbo nas ljudi, ki ustvarjamo. Prej si želijo videti vinograd, ne? Da vidijo te griče, ne? Kjer uspevajo naše trte, da vidijo apnenec, ki se skriva pod našimi vinogradi. Ne? To v bistvu deva neko večjo težo, se mi zdi vino, kot zdaj, bom rekel, postopek fermentacije in v takšnih cisternah in takšnih sodih in toliko časa in tako naprej. Seveda so to pomembne stvari, da dobimo produkt takšen, ki si ga želimo. Ne? Ampak po drugi strani pa za obiskovalca, turista, kupca, kakorkoli, je pa vse tisto bolj pomembno, ne, kot sama tehnologija. Ne. Tako da ljudje, ki prihajajo k nam, se mi zdi, da začutijo našo zgodbo, ne. Začutijo nas, začutijo, da to delamo s srcem. To se mi zdi to zelo pomemben faktor. In na koncu ne odnesejo samo, bom rekel, enega kartona, 2 vina, penin, ampak tudi eno prijetno zgodbo, no, ki si jo zapomnejo in jo potem tudi ob odpiranju naše steklenice predajo lahko naprej svojim prijateljem, staršem, sorodnikom, kakorkoli. No. To se mi zdi zelo pomembno in na tem je treba delati, no, in na tem tudi intenzivno delamo. Kaj bi ti rekel, omenil si že prej ta vztrajnost, ne? Prvi njih ni nekih bližnjic, ni nekih kratkih korakov. Ja. Kaj je to tebe naučilo v samem življenju? Kje si dobil ti lekcijo, da si rekel, aha. Ja, sigurno me je te vztrajnosti vino naučilo, ker nisem bil glih najbolj vztrajen otrok, bom rekel. Ne. Da sem hitro obupal nad vsako stvarjo. Ne. In poleg vztrajnosti tudi dobiš predvsem potrpežljivost. Ne. Postaneš potrpežljiv, ne, ker pri vinu ni nič čez noč. Ne. Sploh pa, če govorimo o penini, ne, o tradicionalni metodi, je en glavnih, bom rekel, postopkov to zorenje, odležavanje same penine na kvasovkah in v naši hiši je vsaj 24 mesecev, vsaj 2 leti ležanja, tako da moraš biti potrpežljiv. Ne? In potem res, ko počakaš, ne, ko vidiš, ko dobiš rezultat, takrat vidiš, da je bilo vredno biti, bom rekel, potrpežljiv. Počakati. In tudi vztrajen, da si vztrajal, ne, in sam sebe, bom rekel, bodril v tej smeri. Ne. Ena od lastnosti pravzaprav vina oziroma prezentacije je tudi sama podoba. Ne, eno je, tako kot si že prej omenil, kakovostni izdelek, potem prezentacija, da to zgodbo poneseš med tiste, ki degustirajo tvoje vina, ki jih okušajo. Kako ste se te celostne podobe lotili pri vas? Kateri motivi krasijo steklenice? Ja, jaz sem se že to v samem štartu, še skoraj preden smo neka resna vina začeli postavljati na trg, tega zelo zavedano in sem že takrat
bom rekel, dubo oblikovalca iz Ajdovščine, ki je zelo dober, perspektiven bil že v tistem času in še vedno je. In smo skupaj naredili res eno tako zanimivo etiketo z deteljico Triperesno, ki danes še vedno krasi našo etiketo in pa našim brandom še vedno nespremenjen. Tako da je bilo zelo dobro zastavljen tudi in tudi ljudje nekako prepoznajo nas ali po logotipu ali pa po tej Triperesni deteljici, ki smo jo potem pred 3 leti z hrvaškim dizajnerjem Marinom Šubašičem potem tudi naredili en redizajn, ampak smo ta simbol, bom rekel, to identiteto deteljice prenesli identično na drugo etiketo in tudi ohranili, bom rekel, ta naš logotip. In sigurno pač je pomembno, ne? Mislim, tako kot je pomembno, v kakšen kozarec natočimo vino, da ni vseeno, če natočimo dobro vino v eno šalico, ne? Ampak kaj šele kjerkoli kozarec, vsako vino tudi v ustreznem kozarcu pride bolj do izraza, drugače zadiši, drugače steče, drugače okus doživimo in tudi ob etiketi ljudje dobijo nek občutek, ne? Ne vem, mi smo želeli nekako z etiketo predvsem sporočiti te glavne značilnosti naših vin, ne? Se pravi eleganca, svežina, bom rekel, in z temi elementi, no, s to minimalistično noto, ki jo nosijo naše etikete, nekako tudi pivcu preden proba, no, si nekako oriše, kaj bi lahko iz te flaše preteklo ven. Zakaj Triperesna deteljica? Triperesna deteljica, če sem čisto iskren, je po naključju nastala. Želeli smo si v začetku razvijati eno našo zaščitni znak iz lista vinske trte in potem nekako smo prišli z oblikovalcem do Triperesne deteljice, ki je v bistvu speljanka iz tega sestavljenega lista vinske trte. Se pa seveda potem zgodba sestavlja in se malo drugače potem v življenju vse skupaj sestavi in jaz sem tudi potem spoznal svojo ženo, ki smo tudi v bistvu povila 2 punčki in danes jaz gostom v svoji hiši se malo pošalim pa rečem, ko me to vedno vprašajo, zakaj je Triperesna deteljica, rečem, da so to v bistvu 3 listi, da so to 3 moje najbolj pomembne punce, ne? Seveda na vrhu moja žena, potem pa 2 moje hčerke, se pravi Sofija in pa Zara, ne. Zdaj pa če tukaj pogledamo na tej deteljici, imamo pod spodaj še tale, bom rekel, kot pecelj, ne. To moja žena pravi, da sem jaz, ki nosim te punce, jaz se pa pošalim, pa pravim, da to bi lahko bil še en fant, ne, ki bi dopolnil, bom rekel, te moje 3 punce. Tako da malo za šalo, no, ampak tukaj se je zgodba tako malo sestavila kot domoštvo, no. Ko sem vas ženo spoznala, v bistvu sta rekla, da to zdaj vajina družinska zgodba, jo peljeta skupaj. Kako si porazdelita vse te vloge, ali sta vsak malo za vse? Ja, zdaj smo že ekipa, bom rekel, z mojimi starši, no, in z enim zaposlenim, nas je 5, ne. Tako da dejansko smo tudi vsi na vseh področjih, kadar je treba, kadar, bom rekel, je tista gužva, ko je treba poparjeti skupaj, poskušamo obvladati, ne, na nek način vse segmente, ali gremo vsi v klet, vsi v vinograd, v trgatvi, drugače pa imamo nekako porazdeljene te stvari, ne. Moja žena je kot pravnica, bom rekel, si našla prostor, predvsem v pisarni. To sem tudi najbolj nucal, nekako mi je bilo to največja muka. Birokracija, ja. Tudi žena vidim, da vedno ne uživa, ne. Zato pač ni to njen edina zadolžitev, ne. Ona je tudi zelo aktivna na tem področju, ima zelo veliki občutek, kar se tiče tega marketinga. Je aktivna, bom rekel, na teh družbenih omrežjih, skrbi za to, da stvari potekajo, bom rekel, tekoče, kar se tiče tudi sprejemanja ljudi v hiši, degustacij, pripravljanja hrane, aranžiranja, ima tako zelo smisel za interjer tudi. Tudi ona je oblikovala našo degustacijsko sobo. In moram reči, da sem zelo vesel, no, zelo mi je všeč
in tudi gosti, ki pridejo, vedno pohvalijo, da se dobro počutijo not in da je zelo fajn. No. No, super. Sta pa tudi moja starša vpletena, še vedno, moj oče sicer že upokojen, Okay. ampak bom rekel ne zelo aktiven, ampak še vedno preveč aktiven. Naš glavni dostavljalec vina, Okay. tudi moja mama, no, prisotna veliko pri tem delu, drugače pa oba dva tudi nepogrešljiva v vinogradih, pri vseh opravilih, tudi v trgatvi. Jaz večina časa preživim v trgatvi v kleti. Največ pri preši, no, ker odkar stiskamo celo grozdje za penino, nam je to zelo podaljšal čas stiskanja, ampak se splača, no, ker dobimo res čist drugačen produkt, veliko boljši. Primož je pa, bom rekel, zaposlen pa je nekako moja desna roka, no, dejansko je zelo sposoben in na vseh področjih nekako lahko uleti in nadomesti mene v več ali manj, no, na vseh področjih. Mogoče razen, ker se enologije tiče, no, tam sem nekako jaz malo bolj opet, pa bi bilo mogoče tudi fajn, da bi v prihodnosti nekoga še opeljal v to smer, če slučajno bi bilo treba nadomestiti, kakorkoli nikoli ne veš. Ne. Je pa ta dobra stvar, ne, da imaš očetovo zaupanje v tem smislu, tako kot si omenil na začetku, da ti je predal nekako štafetno palico, da lahko ustvarjaš nove stvari, okuse, se ni držal nekih klasičnih. To je res zelo dobro in sem zelo vesel. Seveda, ne, smo se večkrat tudi spopadla in bom rekel, še vedno različno gledamo na določene stvari, smo, bom rekel, ko pes pa mačka že zjutraj, če se preveč na kavi zadrživa. So trenja. So trenja vedno, ampak v bistvu nikoli tako močno, da bi šlo v napačno smer. No. Nekako, bom rekel, pozitivna neka motivacija zjutraj že, da se naštelamo. No. Ampak tako sem rekel, no, se ne vmešava v te stvari, bom rekel, kar se tiče enologije, vinarstva, kar se tiče, ne vem, ko smo etikete nastavljali, kakšni bojo neki okusi, vse posod seveda je prisoten lahko, ni problem, ne, in tudi izkaže vedno neko zanimanje, ampak nikoli pa ni stal pri nobeni stvari naproti, tako da tukaj res ni bilo treba izgubljati te energije, ki jo mnogi pač ker mnogi imajo težave, ne. Pa ne samo pri vinarstvu, ne, tudi v drugih branžah. Ne. Ja, ni vinarstvo izjema, pri tem ni. Tako da je kar zanimivo. No. Omenil si že tudi družbena omrežja, v bistvu vino danes neka tradicionalno polje vseeno vstopa v neko to digitalno dobo tudi. Čeprav je tam verjetno težje predstaviti sam okus, pa je tudi neko doživetje, ampak so postala konec koncev nepogrešljivi člen same promocije. Ne? Ja, mi smo že, se pravim, jaz nisem bil aktiven, priznam, to področje ni najbolj moje nikoli bilo, niti me ni vleklo v to smer nikoli, vedno sem se raje držal bolj narave, ampak žena, kot sem že omenil, Taja ima tukaj občutek, nekako ve, kako je treba, bom rekel, kaj je zanimivo za objavo. Tudi pred časom smo že z eno pomočjo nekako začeli nastopati na teh družbenih omrežjih, da nam pomagajo, ker ni samo zdaj tisto mogoče pomembno, kar se tebi zdi, da bi zdaj v tem momentu bilo za objaviti, ampak je to nek sistem, kdaj je objava, v kakšnih intervalih, kaj je zanimivo, pa da so res neke dobre fotografije, tako da imamo tudi fotografa, ki nam naredi profesionalne zadeve, da so res objave, da imajo neko težo in nek efekt na koncu. Seveda pa ta mlada generacija, predvsem mlajša, tudi starejša, vsi imamo telefone v žepu in non-stop scrollamo, tako da tukaj mislim, da je zelo pomembno, da smo prisotni. Mi smo na Instagramu, Facebooku, neki od vinarjev, tudi TikTok in tako naprej. Tam še verjetno malo mlajša populacija, zanimiva. Tako da pustimo te stvari še malo odprte za naprej, ampak se pa strinjam absolutno, to je pomembno, zelo pomembno.
Omenil si že mlajšo generacijo, zdaj govorimo o Gen Z generaciji, ki je nekako tudi spremenila življenjske navade, življenjske stile. Pravzaprav v smeri govorimo o tem zdravem načinu življenja, kar pa tudi na neki način pomeni tudi manj alkohola. Oziroma na eni strani premišljeno, a ne? V bistvu se mi zdi, da so tudi že dovolj izobraženi, pa rečejo, ok, bom eno steklenico, pa naj bo ta dobra. Ampak tudi v bistvu prihajajo vina z nič alkohola, manj uživamo, ne? Včasih so bili poslovni sestanki dolgi in zdaj pa je tega manj. Kako gledaš ti na to, oziroma kako vidiš, da se bodo te stvari, ta krajina spreminjale mogoče v bodoče? Ja, v prvi vrsti vidim, da ljudje drugače živijo, ko smo mi živeli mladost. Ja. Mi se mi zdi, da smo veliko bolj nekako si dali duška, veliko bolj smo, jaz prihajam s podeželja, no, zdaj ne moram reči, kako je bilo v mestu, ne, razen pol v študentskih letih, pa tudi Maribor, bom rekel, ni zelo Ljubljana, ne, je še vedno eno tako veliko selo, ne, bi rekel, tako bolj meni, ne, podobno. Ampak mi smo res znali si narediti žurke in smo tudi bistveno več popili, verjetno tudi vina, kot ga popije zdajšnja generacija. Zdaj te vina brez alkohola so popularna, postajajo, mi niti podrazno ne razmišljamo v tej smeri, ker se mi zdi, da je zelo pomembno, da vztrajaš pri tistem, kar delaš, ker če ne boš vztrajen, če boš delal tisto, kar je trend, nikoli ne boš, bom rekel, te nikoli ljudje ne bojo spoznali po tistem, kar ti hočeš biti, ne. Tako da mi vztrajamo, bom rekel, kar se penine tiče. Pri klasični metodi, zato ne delamo 5 natov in šarmatov in tako naprej, ampak res strdimo in vztrajamo, pri tem smo trmasti in nekako tudi na ta način dobivamo, bom rekel, pivce, ki nam zaupajo in si privoščijo potem steklenico naše penine, ne. Ne vem, jaz mislim, da te mlade ljudi predvsem treba jim približati produkte, na nek način narediti vino, penino zanimivo, ne. Da mogoče bo namesto koktejla se nekje naročili ali pa enega gin tonika, kozarec penine, ne. Ampak to je proces, ne. Seveda treba je na nek način to doseči, da bo to cool, ne, na nek način. Tudi preko družbenih omrežij, verjetno, ne? Mislim, da so družbena omrežja tukaj en velik del tega, ne. Ja, seveda. Tako da ja, to so vse izzivi za naprej, ne, za prihodnost. Tudi moje hčerke počasi odraščajo, ne. Sofija s 5 in Zara z 8 leti. Bojo kmalu, bom rekel, tudi, ne, čas zelo hitro beži, ne. Bomo tudi mi z prve roke imeli možnost doma izobraževati v svoji hiši, ne, ljudi in si res želim, da bi jih nekako pravilno usmerili, no, v to smer, da bi spoštovali vino, ne, ga ne izkoriščali, ne, in da bojo tudi mogoče one postale neke promotorke v svoji družbi, prijateljev, no. Si želiš pa, da nekako nadaljujete to? Sigurno. Mislim, če bi rekel, da si ne želim, bi se zlagal, ne. Sigurno si želim, ampak ne bom pa forsiral v tej smeri, no. Spravi, če se bo kjerkoli odločila, bom vesel, če se bo odločila za karkoli druga, bom podpiral. Tako da, mislim pa, no, da če imaš prav pristop, pa pač kakorkoli hočeš, nočeš, živijo v tem duhu, ker pač to nisem poklic v naši hiši, ne. To je način življenja, ne. Tako, način življenja in tudi punce, čeprav seveda, ker so še premlade, ne sodelujejo, ne, pa tudi, no, pridejo v klet, pa kak karton zalimajo, pa kako etiketo gor počejo, ne. Sploh ta mala se mi zdi, Sofija, da ima veliko več interesa trenutno. Ampak jih ne silimo, ne, ampak se mi zdi, da odraščajo in vidijo, ne, kaj se dogaja. In da, če bo ena taka prava mera vsega, upam, da se bo tudi kjerano odločila, da nadaljuje. In bo mogoče to tiste generacije, ki bomo mi lahko predali malo več znanja. One pa tudi vam z druge plati, a ne? Absolutno. Mlajša in starejša generacija vedno, bom rekel, se dopolnjujeta, ne.
Prej si omenil, ne bomo odstopali od te naše linije, ker to je naš karakter. Če bi vina, tvoje vina, penine, lahko spregovorile, kaj bi o tebi povedali? Večinoma jaz govorim o mojih peninah, zdaj pa nisem nikoli pomislil, kaj bi lahko penina nam povedala. Ja, mogoče to, da sem res perfekcionist, da vztrajam, grem z glavo čez zid, bom rekel, ne odneham in strmim res k perfekciji, najvišji kvaliteti, kar je možno. To je bilo vedno moje najvišje vodilo, no, in verjetno bi tudi moje penine in moja vina to potrdile. Ja. To je tudi ena izmed karakternih lastnosti horoskopskega znaka Device. Najbolj me je presenetilo to, da ste vsi družinski člani pravzaprav v tem horoskopskem znaku, zdaj v neke vesolja ne bova šla pa zvezde, ampak zagotovo je to ta preciznost, vztrajnost, ena dobra kvaliteta, da jo imaš pri vinih, ne? Vina so vseeno zelo, zelo delikatna, ne? Ja, zanimivo je res, da smo poleg moja sestra, ne, ampak moja starša, ki pa ustvarjata, v bistvu so ustvarjata to našo zgodbo, sta oba dva device in tudi žena, ki sem jo spoznal, ne, Taja je devica, 4 dni razlike imamo rojsten dan, pa še vmes, bom rekel, smo se, ona je 14. september, jaz sem 18. september, 16. smo se poročila, ne. Aha, še. Tako da v bistvu smo se na enem od prvih zmenkov hecala, in smo rekla, da ko se pa poročiva, se bomo pa na 16. septembra. Da je pravično. Tako, to je bilo čisto na začetku in ko smo se potem res kmalu začeli o tem razmišljati, je nekdo od naju pogledal na koledarček in je bila tista ta prva sobota, tiste 16. je bila sobota in smo rekla, ok, zdaj pa to nekako moramo izkoristiti, no, ker se je res tako poklopili, tako da smo se tudi potem že naslednjo leto, ko smo se spoznali na ta dan, tudi poročila. No. Tako da nekako se v naši hiši vse v septembru zgodi, tako da imamo bolj malo časa za praznovanje, poleg te trgatve in vsega tega dela, ki ga zraven, ki ga nam trgato daje, no. Ampak se ustavimo in tudi odpremo penino in nazdravimo. Tako da si znamo vzeti, no, tudi čas za to. A ti je bilo potem izziv oziroma težko sprejeti to nepredvidljivo naravo vina, naravo kot takšno, glede na to, da si nekako device ne maramo presenečen? Ja, ampak hočeš, nočeš, ne, to je neizogibno, ne. Dejansko se težko izognemo naravi ali pa da jo spreminjamo, saj sami vidimo, kaj se zgodi, če hočemo naravo spreminjati, ne, hitro vrne udarec, ne, tako da na nek način smo se tukaj tudi navadili pač živeti s tem, ne, tako da prihajajo toče, prihajajo pozebe, pač moramo nekako pregurati tudi to, ne, se dejansko se toče lahko zavaruje z nekimi protitočnimi mrežami, ampak po drugi strani pa spet, ne, nekako omejiš trto, ji vzameš ta življenjski prostor, tako da mi se nismo odločili, no, tudi za to vrstno metodo še zaenkrat. Niso imeli takšnih katastrof še zaenkrat. Večji problem so v zadnjih letih pomenile pozebe. To so bili predvsem leta 2017 in 2018, 2 zaporedne take serije, močnih, 2/3 in več. Ampak za dežjem posije sonce, ne, zdaj smo imeli res 2 letnika fenomenalna. Brez toče, brez pozebe, lepo grozdje, količinsko in izredna kvaliteta. No, tudi letos je prav užitek delati v kleti, ker smo res dobili ene take dobre vina, no, s katerimi je res vesela delati. No. A potem tudi recimo podnebne spremembe vplivajo na to, kako boste sadili trte mogoče v prihodnje oziroma kdaj spet trgati grozdje? To so vsi neki dejavniki, ki so danes pomembni, a ne? Ja, veliko se govori, ne, in občutili smo tudi to intenzivno spremembo, segrevanje, predvsem v teh zadnjih 10-15 letih, dejansko, odkar tudi jaz ustvarjam. Sem začel leta 2007, sem prevzel vodenje kleti. In spomnim se, da smo začeli, pa še prej nazaj kot otrok,
smo mi vedno trgali tam nekje sredina septembra, konec septembra, tudi v oktobru, pa že tudi mrzli bilo, da nas je nohtal, ko smo trgali, pa je bilo čas še žame, da čelina so bili še zelene jagode, ne. Tako da je bilo kar malo prehladno, če pogledamo nazaj. Okay. Za tem segrevanjem, ne, se je pa tudi pri nas dejansko segrelo ozračje do te meje, da nekako jaz pravim, da smo ravno prav čas rojeni, ne, te, ki zdaj ustvarjamo, ker lahko delamo res odlične penine, po drugi strani pa zdaj v zadnjih letih tudi zelo dobra bela vina, ne. Sauvignon Chardonnay, recimo, tukaj bom rekel, imamo res lep potencial, lahko nekako mi poskušamo vleči eno sporednice, bom rekel, predvsem stilom Burgundije, Okay. Kar se Chardonnaya tiče, kar se Sauvignona tiče, neko podobno smer, sem da je druga sorta. In nekako smo ena redkih regij, no, ki nam je mičken dejansko pasala ta otoplitev, no, ker moramo vedeti, da te najboljše regije, ne, postajajo, pa so pretople in imajo velike težave, kar se tega tiče, ne. Absolutno. Tako da ne vemo pa, kaj nas čaka, ne. Ali bo to šlo v to smer tako intenzivno, ali se bo nekje ustavili, pa mogoče celo hladilne nekoč, ne. Ja, ja. Tako da, Pa v bistvu lahko rečemo, da konkuriramo že s svetovnim vinom na trgu, a ne, praktično. ja, jaz upam, no, da po kvaliteti, no, da če bi postavljali na kakim blind testih, da bi se tudi to lahko zgodilo, no. Tako da pač bom rekel, ne cvikamo, no. Tako, ne bom zdaj rekel, da smo zdaj, bom rekel, boljši od ne vem koga. Ne, ampak samozavesten nastop na trgu. Samozavestno nastop, jaz mislim, da je to zelo pomembno, ker če samozavestno ne nastopiš, tudi ljudje resno ne vzamejo, ne. In mi imamo, bom rekel, še eno prednost na Dolenjskem, da ljudje prihajajo k nam še vedno, veliko ljudi pride, bom rekel, z majhnimi pričakovanji ali pa, bom rekel, sploh jih nimajo, ne, in odidejo, bom rekel, zelo z velikim navdušenjem, ne. Ker moramo vedeti, da ko enkrat pridemo v neko slovito regijo, tudi jaz hodim, pa moja žena, ne, vedno imamo ful velike pričakovanje, ne. Gremo v Šampanijo, bili smo v Frančakorti, bili smo v Tokaju, ne vem, pa marsikje, pa še upam, da bomo še marsikam šli. In vedno imaš zelo visoka pričakovanja, ker poznaš regijo, veš, da je slovita in tako naprej, in te teži navdušiti te ljudje, kot če greš v neko regijo, ki ni tako znana, ne. In mi smo zdaj v tej fazi, da dejansko imamo celo to prednost, ker imamo dobre produkte, ker kreiramo resno zgodbo in imamo to prednost, da ljudi lažje navdušimo, ne. Omenil si že, da ljudje prihajajo k vam, ste tudi vi prisotni večinoma v Sloveniji, kar se trga tiče, ali tudi je potem v bodoče tujina ena izmed prednosti oziroma v fokusu? Smo butična klet, ne, s svojimi slabimi 8 hektarji smo, bom rekel, v nekem svetovnem merilu zelo majhni, ne, ali pa tako mikroskopsko majhni, ne. Tako da zdaj, če bi rekel, da je to, da se izvozi naša glavna želja, ne, oziroma verjetno ne, želimo si vztrajati pri tem, prodajati vina v domači deželi v Sloveniji. Začeli smo, bom rekel, z parimi tisočimi steklenicami, danes jih je teh precej. Prodamo večino v Sloveniji, edino en delček izvozimo v Belgijo, in pa zdaj smo začeli graditi eno zgodbico za ZDA, Okay. Kjer se naša vina promovirajo in prodajajo po mestu New York. Tako da smo v bistvu imeli malo sreče, da smo spoznali da nas je v bistvu opazila ena somiljejka iz Floride, ki je v bistvu začela graditi zgodbo v New Yorku na ta način, da želi tem restauracijam boljšim pokazati še nekaj druga, ne samo tiste slovite regije, ampak v bistvu iz enega takega manj znanega sveta nepoznana in pa dobra vina nekako predstaviti. Zdaj, to tudi je na nek način trend butičnosti, ne? Se mi zdi, da vsi nekako poznamo svet in raziskujemo nove stvari, ne? Tudi v okusih, destinacijah.
Ja. Sej, ko omenim, ne, tako, da prodajamo zdaj vina v New York, ne, pa večina ljudi reče, to je pa itak preveliko mesto, zato kaj boste pa vi prodajali, ne, se nimate take mase. Ne. Res, tukaj govorimo res o neki specifični publiki, ne, bom rekel, mogoče res o nekih določenim segmentu restauracij, kjer pridejo spet določen tip ljudi raziskovati, ne, ker moramo vedeti, ne, da večina ljudi posega najraje po nekih preizkušenih zadevah, ne, ki se jih tudi največ proda. Ne. Če v Šampaniji naredijo milijonske naklade v določenih kleteh, ne, mi jih napolnimo 25,000 recimo. Ne. Tako da to je neprimerljivo. Ampak še zmeraj 25,000 steklenic lahko veliko ljudi, ne bom rekel napiješ, ne, ampak veliko ljudi lahko prepričaš in očaraš tudi s tako količino steklenic. Ne. Tudi, da potem pridejo k vam. Tako je. Da se potem ta turistični del razvija oziroma... To je najbolj pomembno, ja, da pridejo potem iz restauracije, ne, to se veliko dogaja. Ne. Tako, ko sem omenil, da smo bili pri Šokletovih ena naših prvih pozicij, kjer smo začeli v Ljubljani, ne. Danes nas prodaja ogromno restauracij, predvsem se naša vina prodajajo po restauracijah po vsej Sloveniji, hotelih, in tukaj v bistvu dobimo največ ljudi v našo hišo. Se pravi, zadovoljni gostje v restauracijah spijejo našo penino, spijejo našo vino in z komunikacijo z natakarjem jih v bistvu pot popelje potem do nas, kjer imamo potem mi možnost, da jih še dodatno navdušimo in prepričamo, da je ta naša regija in to, kar počnemo, prava izbira. Dober glas seže v 9. vas, ne? To še zmeraj drži. A potem pomaga, da je vaša majhna vasica locirana na Sevnico? Je to prednost v nekaterih pogledih? Verjetno zdaj misliš za to, da je rojena prva dama Melanija v Sevnici. Ja, jaz mislim, da nismo izkoristili tega potenciala. No. Ne mi Sevničani, ne nobeno Sloveniji. Bila je neka možnost, no, ki bi jo mogoče lahko, ampak se mi zdi, da mi Slovenci nismo ravno narod, ki bi izkoristil tako stvar. Sem pa večkrat že rekel, da če bi Hrvati imeli prvo damo, ne, da bi verjetno bistveno bolj znali izkoristiti, pa ji postavili kak bolj proper kip nekje v največjem trgu v Zagrebu in tudi kaj iz tega, bom rekel, izvlekli. No. Mi pa smo nekako takrat v štartu, ko se je to začel, smo eno vino tudi skupaj sestavili z parimi vinarji iz občine Sevnica. Eno Frankinjo, ki smo jo poimenovali First Lady. Zelo lepo zapakirali, no, tudi zgodbo, ampak, tako kot sem rekel, se mi zdi, da nekako nismo znali to prav zapakirati. Pa tudi predvsem ljudje v Sloveniji nekako ne vidijo tega, no, kot nekaj pozitivnega. No. Tako da tudi tukaj nismo nikoli preveč drezali v to smer. Zdaj, ne. Nismo nikoli si nekako vzeli to kot neko tukaj veliko priložnost, da bi nam pa zdaj to lahko omogočili. Ja, ne vem kaj, kar nam prej ni, kar prej sami nismo znali. No. Tako da tudi ta izvoz ni nič povezan z Melanijo. Moram pa povedati, no, tukaj, da sem spoznal tudi starše od Melanije. Melanije ne. So bili tudi že dvakrat pri nas na obisku v naših kletih in moram reči, da ste izredno fajn človeka, oba dva, žal mama že pokojna, ampak res, takrat, ko je bila pri nas, se spomnim zadnjič, je bila tako prijetna gospa in je vse pokazala, vse stvari, tako da je ena taka res lepa izkušnja je bila. No. In mislim, mi je žal bilo, ko sem slišal, da se je poslovila. No. Tako da. Je pa to tudi ena zgodba, ki jo lahko utkete v neko doživetje. Sigurno. Kje se vidite čez 5-10 let mogoče? Ja, sej, tako sem že omenil, jaz mislim, da ni nobeno presenečenje, če bomo šli v to smer, predvsem tradicionalne, klasične metode, kar se penine tiče. Tukaj probali še, bom rekel, še bolj brusiti neke detajle, zraven poskušali brendirati se še bolj,
še bolj intenzivno delati na prepoznavnosti ne samo našega brenda, temveč tudi naše regije. Poleg penin pa seveda tudi dajati priložnost potencialu, ki jo kažete, predvsem sorta Sauvignon in pa Chardonnay za mirna vina. Torej zelo fokusno gre Jaz mislim, da vsa ta leta, ko smo odkrivali nekako, kaj je tisto, kar je smotrno početi, se mi zdi, da je zdaj tako zelo enostavno reči, da to bom, ne, in sem zelo trdno prepričan in vsi mi, cela naša ekipa, da je to tista prava pot. No. Je potem težko usklajevati vse družinske obveznosti z to strategijo, ki tudi zahteva celega človeka, ne nazadnje. To je pa eno največjih izzivov, ne, s katerim se srečujemo, vsi vinarji najbrž. Pač pomanjkanje časa, ne, ker, tako sem rekel, to je način življenja, ne samo mene v tem primeru, ampak tudi zdaj moje žene in cele družine, ki je vpletena v ta posel. In se večkrat počutim malo krivega, ne, ker sem jaz imel tukaj vneto željo za to in v bistvu tudi sam nisem vedel, kaj vse to prinese. In tudi sam nisem vedel, čeprav sem bil, ali pa nisem si znal predstavljati, čeprav sem bil največji optimist, jaz pravim na Dolenjskem, da se bo zgodba dejansko dosti hitro sestavila, ne? Da smo, bom rekel, iz enega prijetnega, svežega vina, cvička, ne, prišli, bom rekel, v zelo relativno kratkem času, smo sestavili, bom rekel, en resen brand, no, kar se tiče same Dolenjske penine, no. In to usklajevanje je potem, bom rekel, kar en izziv, no, in se tudi ženo večkrat pogovarjamo, seveda je premalo tistega časa ali pa sej intenzivnega časa, ki ga lahko skupaj preživimo tudi z otroki, ne. In je zelo pomemben, da nekako, če si že vzameš čas, da si pri stvari, ne da pač zdaj razmišljaš na druge stvari, razmišljaš na posel, vedno ti to nekako v ozadju, ne. Tako da tukaj nas čaka, no, bom rekel, še veliko dela, priznam. Ampak se trudim. Nekako uspešno plujete in manevrirate. Ja, jaz upam, da ja, seveda so padci, vzponi, vsega je normalno, je to v življenju. Vedno je pomembno to, da nekako spet greš nazaj na tir, da ne stiriš preveč, ne. Sem pa zelo vesel, no, ker imamo skupno strast tudi z mojo ženo. Oba dva obožujemo mehurčke in penine, predvsem šampance tudi. In nekako naj to tudi združuje, tako da si v prostem času tudi vedno najdemo nek postanek v kakšni vinski kleti, naj si bo to v Sloveniji ali pa v tujini. In tudi na vsakem izletu v morju si nekako najdemo nekaj, kjer lahko spijemo kozarc dobrega vina oziroma dobre penine. Ja, to se sliši fantastično, da uživate v okusih oba in to je zagotovo popotnica za odlično in dobro zgodbo še naprej. Ja, res je. David, je še kaj takega, kar bi ti želel izpostaviti? Jaz mislim, da smo kar veliko Bila so izčrpna. Hvala, da si delil tole zgodbo vašo, izjemno zanimivo, izjemno pronicljivo v našem podcastu. Želim seveda veliko uspehov še naprej, veliko prodora. Vas pa vabim seveda, da spremljate naše vinske zgodbe še naprej.